Dober večer. Ali je bil to vrh ali kaj? Z vami bom delil še nekaj misli o temi, ki jo pokrivamo in nam je zelo pri srcu. Leto 2024 je bilo prelomno leto za ameriški konzervatizem. To ni pomenilo le zmage predsednika Donalda Trumpa, temveč tudi zmage programa, ki je zavrnil toksične levičarske ideologije, povezane z antisemitizmom, ki so prevzele demokratsko stranko. Obuditev ameriškega konzervatizma pod zastavo MAGA je omogočilo spoznanje, da je woke katekizem raznolikosti, enakosti in vključenosti, DEI, formula za razdor, ki poglablja rasne delitve, namesto da bi jih zdravil. To je bilo zavračanje ameriške izjemnosti in temeljnih vrednot zahodne civilizacije, ki so osnova republike, ustanovljene pred 250 leti. Zato je bilo jasno, da vojna, ki jo progresivci vodijo proti Zahodu s svojim dolgim pohodom skozi institucije ameriškega izobraževanja in kulture, uničuje tkivo ameriškega življenja. In nihče tega ni vedel bolje kot ameriški Judi, ali vsaj tisti, ki jih ideologija in pristranskost nista tako zaslepili, da bi bili pripravljeni prepoznati resničnost. Liberalci so neskončno ponavljali laž, da je Trump naciste, ki so avgusta 2017 v Charlottesvillu korakali, označil za zelo dobre ljudi. Toda po napadu palestinskih Arabcev pod vodstvom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ki je bil najhujši množični pokol Judov po holokaustu, ameriška levica je ta dan grozodejstev pozdravila in se takoj postavila na stran morilcev, ne pa judovskih žrtev. V letih potem smo dobesedno videli na tisoče primerov podobnih tistemu v Charlottesvillu. Antisemitske demonstracije, usmerjene proti Judom, so izvajali podporniki teh sodobnih palestinsko-arabskih nacistov, ki so vzklikali za judovski genocid in terorizem proti Judom, kjerkoli so živeli. In demokrati, kot sta predsednik Joe Biden in nekdanja podpredsednica Kamala Harris, so se preveč bali svoje leve baze, da bi se jim uprli ali jih obsodili. Pravzaprav sta bila Joe Biden, Kamala Harris in drugi na levici tisti, ki so te antisemite obravnavali, kot da so zelo dobri ljudje. To so bili liberalni rektorji elitnih univerz, kot so Harvard, Penn in MIT, ki niso mogli povedati, ali zagovarjanje judovskega genocida krši pravila njihovih šol. In bil je Donald Trump tisti, ki je obljubil, da bo uporabil moč zvezne vlade, da jih kaznuje in odzame sredstva tem šolam, ki so tolerirali in spodbujali napade na Jude na načine, kot jih nikoli ne bi uporabili proti nobeni drugi rasni, verski ali etnični manjšini, če ne bi spremenili svoje ravnanja. Biti bi morali hvaležni predsedniku Trumpu, ker je držal to obljubo in naredil več v boju proti antisemitizmu kot katerikoli njegov predhodnik, tako demokrat kot republikanec, ter za njegovo zgodovinsko podporo Izraelu. In velika večina ameriških konzervativcev se z njim ni le strinjala, ampak je to videla kot skladno z načeli njihovega gibanja, za katera se je vse življenje zavzemal tudi njegov sodobni ustanovitelj William F. Buckley. Toda leta 2024 smo na desnici videli tudi razcvet nove različice stare bolezni. Medtem ko so bili republikanski funkcionarji v veliki večini naklonjeni Izraelu in prijazni do interesov judovske skupnosti. Podcasterji, kot je Tucker Carlson in drugi, kot še bolj nora Candace Owens, ter neonacistični grojper Nick Fuentes, so si gradili nove in velike občinstva mladih, ki so bili že prej prepojeni s sovraštvom do Judov, ki so ga omogočili levičarski izobraževalci. V letih od takrat morda niso zmagali v mnogih volilnih bitkah, vendar so njihovi glasovi vse glasnejši, njihov vpliv pa je opazen celo v nekaterih desničarskih institucijah, za katere smo mislili, da niso ranljive za sirenski klic antisemitizma. Ti desničarski sovražniki Judov se prav nič ne razlikujejo od svojih levičarskih kolegov v svojem zavračanju judovsko-krščanske dediščine. To je temelj ameriške svobode in njihovo sprejemanje anticionizma, ki ga ni mogoče ločiti od antisemitizma. Pravzaprav so Carlsonove tirade proti Izraelu in Judom podobne lažem in obrekovanjem, ki jih slišimo od Zore Mamdani in časopisa New York Times. To je najslabša oblika politike podkve. Kljub temu so bili obsojeni in javno izobčeni iz Trumpovega MAGA gibanja strani predsednika samega.
In republikanska stranka ter republikanski volivci so kaznovali desničarske antisemite. Zato se Marjorie Taylor Greene ni potegovala za ponovno izvolitev in zato bo Thomas Massey januarja prihodnje leto poslan nazaj na svojo farmo v Kentuckyju. Še vedno so manjšina na desnici, vendar bi bilo neodgovorno zanikati, da njihov vpliv narašča. In to je postalo še večji problem po umoru Charlieja Kirka, ki je bil prijatelj Izraela in judovskega naroda. In ko so decembra lani na srečanju njegove skupine Turning Point USA razpravljali o novem nasprotovanju boju proti antisemitizmu, ki ga v ospredje postavlja Carlson, je žal podpredsednik J.D. Vance dejal, da ne bo izbiral med tistimi, ki nasprotujejo sovraštvu do Judov, kot je Ben Shapiro, in tistimi, kot je Carlson, ki ga skušajo normalizirati in uveljaviti. Takrat je postalo očitno, da njegova nemoralna nevtralnost glede tega vprašanja povzroča krizo ameriškega konzervatizma. In ta kriza se je v zadnjih 6 mesecih le še poglobila, saj so se nekateri na desnici uprli vojni proti ameriškemu islamističnemu terorističnemu režimu v Iranu. In so skušali lažno okriviti Izrael, ameriške Jude in celo evangeličanske krščanske podpornike Izraela za sodelovanje Združenih držav v tej vojni. Žal izjave iz Bele hiše in še posebej Vancea o Izraelu in vojni v zadnjih tednih niso le neodgovorne. Le še spodbudile so glasno in vse večje nasprotovanje boju proti antisemitizmu na desnici. In če, v nasprotju z našimi upi, izid pogovorov z Iranom in Švico ter kasnejši dogodki pripeljejo do opolnomočenja in obogatitve Irana. Ponovno bo delanje Izraela za grešnega kozla v določenih krogih na desnici postalo še večji problem. Izbira, s katero se zdaj soočajo konzervativci, ni le v tem, kaj si mislijo o vojni za obrambo Zahoda pred rdeče-zeleno zavezo marksistov in islamistov ali je novo popuščanje Iranu dobra ideja. Gre tudi za to, ali bodo dovolili, da se v njihovih vrstah ukorenini bolezen nasprotovanja boju proti antisemitizmu. Ne sme biti dvoma, da je, čeprav je nasprotovanje boju proti antisemitizmu na levici danes večji problem, neuspeh pri soočanju, obsodbi in izobčenju tistih, ki so odkrito antisemitski. Tako kot Carlson in Owens. Ali tisti, ki jih opravičujejo in branijo, kot Megyn Kelly, ne bodo le spodkopali konzervativne koalicije, ki je zmagala leta 2024, temveč bodo tudi pomagali levici pri prizadevanjih za uničenje Amerike in Zahoda, ter pomagali tistim, ki si prizadevajo za genocid nad Judi v Izraelu. Ameriški konzervativci bijejo bitko za dušo svojega gibanja, ki so jo, žal, ameriški liberalci morda že izgubili. Argumenti v prid temu šokantnemu trendu se zdijo sestavljeni iz neumne želje po vključenosti ali, in tukaj znova omenjam J.D. Vancea, iz zavračanja obsodbe starih prijateljev ter pripravljenosti žaliti izraelske zaveznike in iz njih delati grešne kozle. Če pa konzervativci tudi sami ne začrtajo jasne meje, kot je to storil William Buckley v 60. in 90. letih, ter ne izločijo antisemite in anticioniste iz svojega gibanja, cene ne bodo plačali le Judje. Plačali jo bodo vsi, ki razumejo, da se Zahod bori za svoje preživetje proti tem toksičnim ideologom. Kot smo to počeli v zadnjih nekaj letih, pri JNS ne bomo oklevali obsoditi antisemitizma na desnici, kjerkoli ga najdemo, tako kot to počnemo tudi na levici. Odločno bomo nasprotovali novemu popuščanju Iranu, če je to res tisto, kar se dogaja, z enako vnemo, kot smo jo namenili nasprotovanju stare različice. In glede na dejstvo, da je levica za vse praktične namene morda že postala izgubljen primer, ko gre za sovraštvo do Judov, ta bitka za dušo ameriškega konzervatizma bo v prihodnjih letih postala še pomembnejša. To pomeni, da je še toliko bolj nujno, da nam zvestoba prijateljem ali pristranskost ne preprečita prepoznati te težave. In storiti vse, kar lahko, da Tuckerja in vse njegove prijatelje ter zaveznike, pa naj bodo na internetu, v podcastih ali celo na visokih položajih, obsodimo na moralno in politično pozabo, ki si jo tako zelo zaslužijo. Hvala.